Ljubitelice in ljubitelji nogometa, dobrodošli na Planetu 2, kjer pričenjamo zgodbo zadnjega jesenskega dela prvenstva, torej zadnjega 19. kroga, preden bodo nogometaši odšli na zimski premor. Stadion Rajko Štolfa pa bo prizorišče primorskega obračuna. 3 rumene kartone domačim nogometašem. Zdaj pa napad in priložnost tukaj takoj za vodstvo Kopra in uspelo jim je. Koprčani v 4. minuti pa dosegajo z golom Barišiča vodstvo na tuji zelenici in nekako gre za enkrat vse po napovedih in predvsem po željah gostujoče ekipe. Prekršek nad vratarjem Renerjem v kazenskem prostoru. No, na koncu do tega ni bilo, zdaj pa Barišič z novim priložnostjo. Barišič, Koper vodi 2-0 na gostovanju. Atomski začetek Kanarčkov in na nogah od veselja je klop Kopra. Gostje vodijo na Krasu že z 0-2 in Tabor je zdaj že v resnih težavah. Res, da smo šele v 7. minuti tekme, marsikaj se lahko še zgodi. Vse jasno, pauza bojda ne bo tako dolga, kar se tiče dopustovanj. Zdaj pa priložnost in Tabor do znižanja. 3 goli v 8 minutah v Sežani, Dino Stančič pa za znižanje na 1-2 in tekma se je ponovno znova odprla. Ja, kazalo je že, da je Tabor nekako klecnil, da bodo potrebovali nekaj časa, da se otresejo pritiska, šoka, no tukaj pa napaka v obrambi. In en neodločen rezultat, no znova nekaj razburjena, čež da tam ni bilo prekrška in zdaj gol. Nardin Mulah Husejnović, 9. prvenstveni gol in pospel se je na vrh lestvice strelcev Nardin Mulah Husejnović. Toda znova se bodo verjetno tam precej razbuljali tudi ob 4. sodniku na klopi Tabora, kajti padel je tam Kvao. Bočni položaj izbija strel proti vratom in kakšna bomba zdaj v vratih Kopra oziroma v vratih Tabora. Joj, kakšen čudovit gol zdaj. Žan Žužek pa je imel pravo bombo na svoji nogi. Torej, zdaj se je pa s tem čudovitim golom prav gotovo odkupil tudi za tisti avtogol, ki ga je dosegel tukaj v Sežani. In tole je no, na drugi strani pa smo zdaj zamudili gol. Upam, da ga bomo videli kaj kmalu v počasnem posnetku. Aldair Diallo pa za znižanje na 2-4 v 61. minuti. 6. gol že danes v Sežani. Takole Makambe, mislim, da je bil tisti, ki je poslal dolgo natančno diagonalo. Aldair Diallo pa trese mrežo Vargiča. Kakšna tekma danes v Sežani. Nogometašem Kopra. Dok nema nič, Stančič in na to blok in tukaj je gol za znižanje na 3-4. V zadnji sekundi tekme je Jakoslav Stanković zatresel mrežo. Ja, kakšen finiš tekme, 7 golov smo videli v Sežani. Jakoslav Stanković pa dobesedno. Pa ne vem, jaz mislim, da je bilo preveč individualnih napak, tako da za prvi polčas bi želel, da gre čim prej v pozabo, za drugi polčas pa nimam kaj fantom očitati. Sigurno, da je nobena ekipa tu ni zmagala v tej sezoni, tako da smo zelo zadovoljni. Rabili smo jo, ker res 2 poraza v zadnjih 2 krogih, tako da ekipa je pokazala danes karakter. Prvi polčas več kot odličen, mislim, da bi kljub rezultatu 4-1, da bi mogli biti še dosti višji. Drugi pa mi ni razumljivo, tak padec v igri, da mogoče smo res iztrošeni in to tudi neki izmenjavami nismo prav zadeli, ampak
nekako smo uspeli zdržati ta velik pritisk, ampak je treba reči, da Sežana je težek nasprotnik za igrati in so nevarni, hitri, tako da moramo gledati zmago kot velik uspeh. 30 točk, mislim, da je odličen rezultat, tako da gremo na pavzo zadovoljni.